Spoštovane in spoštovani, generalni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Boštjan Medik, županje in županji, občinske svetnice in svetniki, častni občani občine Miren Kostanjevica, Andrej Zlatko Marušič, Oskar Kogoj in Marko Valič, predsedniki krajevnih skupnosti, dragi zbrani in ponovno s soncem obsijani na najlepšem prizorišču na prostem, ki od davnega leta 1972 skoraj vsako leto, velikokrat v dežju, gosti včasih eno največjih v Jugoslaviji, danes največjo regijsko prireditev v poklon prazniku dela. Dobrodošli v Opatjem selu. V duhu čarobnosti sinočnih kresov in današnjih prvomajskih budnic bodimo na ta čudoviti dan posebej hvaležni, da živimo v državi in v obdobju, ki nam daje ta veliko obilja, da si ravno ne na vseh področjih enakega in ne vedno najbolj pravično razporejenega, a vendar ga imamo neprimerljivo več kot generacije pred nami in več kot pretežni del preostalega sveta. Zato je prav, da ohranimo tradicijo praznovanja, na katerem se simbolično zahvalimo vsem, ki so se borili, vztrajali, trpeli, izgubili zdravje in celo življenje, da bi bilo delo, ki daje človeku dostojanstvo, spoštovano in ustrezno cenjeno. Za dobro, pošteno plačano delo, ki ustvarja dodano vrednost in omogoča dobro živetje posamezniku ter nadaljnji razvoj pravične družbe, so se zavzemali včasih in za iste cilje se moramo zavzemati tudi danes. Je zapisal angleški mislec in človekoljub John Ruskin, največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal. Če so še pred 140 leti po 12 do 16-urnem delu iztrošeni slehernika, na katerih je temeljila industrijska revolucija, borili za 8-urni delavnik, danes težimo k znižanju meje na 30 ur tedensko, kar je seveda dobrodošlo, če hkrati v zakup vzamemo in uravnotežimo tudi nehvaležne posledice sodobnega sveta, ki prinaša novo paradigmo družbe, individualizacijo, usmerjenost posameznika zgolj in samo nase, ne več na skupnost in sočloveka. Če je v polpretekli zgodovini socialni, družbeni in ekonomski razvoj temeljil na parolah brez dela ni jela, delo krepi človeka, delaj pošteno, da boš mirno spal, danes za mlade delo ni več absolutna vrednota. Za nove generacije je bolj pomembno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Nočejo več velikega naprezanja in odrekanja, da bi prišli do materialnih dobrin. Morda tudi zato, ker smo jih navadili ali celo razvadili, da vse dobijo takoj in brez truda. Soočeni z novo realnostjo bomo morali najti odgovor na temeljno vprašanje sodobne družbe, čemu dati prednost v življenju. Kaj sploh ostajajo vrednote prihodnosti ob zavedanju, da nas nove tehnologije in umetna inteligenca že sedaj razbremenjujejo veliko fizičnega, vse hitreje pa tudi intelektualnega dela. Nekaj namigov, kako naprej na nivoju lokalne skupnosti, ki ostaja jedro družabnega življenja, nam bo ponudil prvi mož gostiteljice današnje prireditve občine Miren Kostanjevica, njen župan Maurici Humar, ki ga vabim k besedi. Lep pozdrav vsem skupaj. Še posebej pozdravljam generalnega sekretarja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, gospoda Boštjana Medika. Spoštovani, dovolite, da vam iz te govornice najprej vsem skupaj čestitam ob 1. maju prazniku dela.
Organizirano praznovanje tukaj na tem prizorišču v Opatjem selu poteka od leta 1972. Ta kraj se imenuje med domačini prvomajsko, se pravi, ta kraj so zaznamovala prvomajska praznovanja. Res, delo je vrednota, ki si jo želimo vsi imeti, delo, katero omogoča razvoj in napredek. Vendar, kot se ne je nek čas zdelo, da je to samoumevno, to danes ni več tako. Zato so potrebni določeni pogoji. Seveda, ustrezna državna zakonodaja, ki regulira delovna razmerja, ki regulira možnosti razvoja, po drugi strani pa ima tukaj pomembno vlogo tudi lokalna skupnost. Saj prav s prostorom, razpolaganje s prostorom je tista naloga lokalnih skupnosti, ki omogoča enakomeren razvoj določenih dejavnosti tudi v mogoče malo bolj oddaljenih občinah. Naš cilj je, da bi mladi ostajali čim bližje domu in bili zaposleni v širši goriški oziroma primorski regiji. To lahko rečemo tudi na en način, da nam uspeva. Vendar zadnja 2 desetletja je bilo veliko centralizacije javnih podjetij, pa tudi vse javne uprave, kakor tudi podjetij v državni lasti. Ti so številna delovna mesta prenesli v Ljubljano in tako veliko ljudi danes dnevno migrira v Ljubljano. Naj gre apel tudi iz te govornice, da želimo ta delovna mesta zopet v naše okolje. Seveda, poznamo tudi različna obdobja v zgodovini. Poznamo obdobja gospodarskih rasti, pa tudi gospodarskih kriz. Določeni poklici so se spreminjali, dopolnjevali. Zato je še kako potrebno, da je tudi aktiven izobraževalni sistem vključno z ministrstvom resornim pri tem aktivno in da sledi potrebam razvoja gospodarstva. Trenutno k nam prihaja veliko število tujih delavcev iz takih ali drugačnih potreb. Seveda, mi jih moramo sprejeti, oni se pa tudi morajo vključiti. Pričakujemo pa, da se bo tudi sistemsko nekaj uredilo, da bodo ti ljudje imeli možnost se prilagoditi. In kaj nas čaka? Seveda smo v obdobju nenehnih sprememb. Tukaj nas čaka in digitalizacija in robotizacija. O tem smo slišali že lansko leto veliko. Vendar tisto, kar ta umetna inteligenca in vse te stvari ne morejo dati, je tisti naš pristen odnos. Stisk roke, pogled oči, topla beseda. In prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo ohraniti. To in čista narava je za tisto, za kar smo najbolj odgovorni in da prenašamo na prihodnje rodove. Danes pa je dan za praznovanje. Vsem želim tukaj v Opatjem selu lep, prijeten dan, čim več veselja in optimizma in prepričan sem, da se ob letu zopet dobimo. Naj živi 1. maj.
Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak, kar si želi, tam skrije med svetlice te Julija par. Če si zaljubljen, če si mlad, pa čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistral. Če je Šuštarski most, če je Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, bo spomine po mladost, če Šuštarski most. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak, kar si želi, panculico, moč cviček in luna balkon. Največjo knjigo učenjak, mini krilo deklica, še tole svojo pesem, našla sem tam. Če je Šuštarski most, če je Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost, če Šuštarski most. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hvala lepa. V senci poletnih vrtov je čebljanje, miza se polna jedi šibi, buržuja neznosno je pričakovanje, izstopile skoro mu bodo oči. A njega, ki od gladu ves pijan je in opoteka se preko poti, njega, ki razbit, razrvan je, nihče ne vpraša, kam greš, kdo si. Čaše zvenkečejo, vina šumijo, samo goltuna pija pijani buržuj, njim pa, ki bledi in bolni hitijo nekam in v vrsti pred grobom stojijo, velevajo, pridi, maščuj. Tako je stisko brezimnega izkoriščanega delavskega razreda, ki je, ko je prekipelo, vstal in maščeval, uverzil Srečko Kosovelj, in danes zveni kot opomnik, da ni nič, kar danes imamo samoumevnega in da se je za vse potrebno ves čas boriti, za ohranjanje doseženih pravic ter v spremenjajočih se okoliščinah nenehno iskati ravnovesje med delom in kapitalom, za dobrobit obeh, tako človeka kot družbe. To nalogo pri nas opravlja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije ter člane in članice tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Prav zaradi reprezentativnosti članstva ima moč vplivati na vsebino kolektivnih pogodb in enakovredno sodeluje v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajuje predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje poskuša dosegati s pogajanji in dogovori, po potrebi tudi stavkami ali množičnimi manifestacijami. Ampak vse vedno pod sloganom odgovorno gradimo prihodnost. Kakšna nas čaka, nam bo povedal v imenu predsednice Lidije Jerkič, ki se je zaradi nujnega operativnega posega pred 2 dnevoma žal opravičila, ampak v nameri biti z nami že napisala govor, ki ga bo seveda v njenem imenu prebral generalni sekretar Boštjan Medik. Lidiji Jerkič želimo vsi skupaj hitro okrevanje,
Boštjana Medika pa predlagam, da pospremimo k mikrofonu z aplavzom dobrodošlice. Hvala za tako lep nagovor. Spoštovani, kot je bilo rečeno, danes bi na mojem mestu morala stati predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Bila je počaščena, da je povabljena na tak lep dogodek in znana je potem, da ne piše govorov. Vse govore pove z glave. Za ta dogodek pa je napisala govor, ki ga bom pač v njenem imenu prebral. Spoštovane opajke, spoštovani opajci, spoštovane delavke in delavci, spoštovani obiskovalci tradicionalnega praznovanja 1. maja v Opatjem selu. Dober poznavalec zgodovine Opatjega sela in glasbenik Ivan Zavadlav je v 2 stavkih zaobjel duh krajanov Opatjega sela. Vsaka nova stvar ima vzrok v tem, kakšna je bila prej, iz starega nastane novo in če poznaš tisto za nazaj, znaš ceniti tisto za naprej. Njegove besede povzemajo tudi vsebino današnjega praznika. Tako v Sloveniji kot v večini držav sveta danes obeležujemo praznik dela. Pri nas smo ga začeli praznovati že na začetku 20. stoletja, kot državni praznik pa je bil uzakonjen leta 1948. S praznovanjem je v Sloveniji poleg jutranjih budnic, nočno nageljnov, prižiganja kresov na predvečer, povezan še en običaj, postavljanje mlaja. 1. maj je spomin na krvave delavske demonstracije v začetku maja 1886 v Chicagu, ko so delavci zahtevali 8-urni delavnik. V spopadih s policijo je bilo ubitih več ljudi, 5 delavcev obsojeno na smrt in 3 na dosmrtno ječo. Ti dogodki so bili le uvod v dolgotrajne bitke za boljši položaj delavk in delavcev, za mnoge druge žrtve in tragične usode tistih, ki so se upali in ki so znali. Če se kdo sprašuje, ali ima praznik dela še smisel, ni nikoli prav razumel, kako smo do položaja, ki ga danes delavka ali delavec imata, sploh prišli. Naj vam prikličem v spomin sliko žebljarske družine v Kropi pred dobrimi 100 leti. Cel dan, vsa družina v temi ob ognjišču, po 12 ur z bednimi prihodki in življenjem do 40. leta, ker več niso zdržali. Da, danes smo drugačna družba. A ni samoumevno, da imamo danes in jutri praznik, da je delovnik 40 ur na teden, da je plačilo redno in prispevki plačani, da je delo omejeno na 40 let in pokojnine zagotovljene, da si lahko vzamemo čas za delo, druženje, družino in dopust in dosti je tega. Če torej poznamo tisto za nazaj, potem znamo ceniti tisto za naprej, kot je rekel že omenjeni Zavadlav. Zadovoljni z doseženim ne bomo nikoli, zato si v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vsak dan in neprestano prizadevamo opozarjati na nove izzive, na primerno plačilo, na možnosti izobraževanja, na varno delo, na nove oblike dela, ki tiho izpodrinjajo redno delo, platformno delo, agencijsko delo, prisilno podjetništvo, izogibanje davkom, na nujnost skrbi za starejše, dolgotrajno oskrbo in varnost pokojnin, javno zdravstvo, javno šolstvo, na storitve dostopne za vse, ne le za tiste, ki imajo veliko denarja. Delo in kapital nista enakovredna partnerja, nikoli ne bosta in vedno je denar svetla vladar. Vsak napredek je zato dodatno težak, včasih nemogoč. Slovenija je socialna država. Ponosni smo lahko na našo skupnost, ki se vedno izkaže v nesrečah in katastrofah. Spomnimo se velikega požara prav v teh krajih. Spomnimo se poplav pred 2 letoma
ali pa vsakdanjih zgodb nesebične pomoči prijateljem, znancem ali popolnim tujcem. Znamo in zmoremo. Zahvaljujoč tudi sindikatom smo država, v kateri radi živimo. V zadnjih par letih smo sindikati dodatno uspeli narediti velike korake pri minimalni plači, poklicnih boleznih, zaščiti delavk in delavcev skozi zakon o delovnih razmerjih, pa tudi pri mehkem prehodu upokojencev s ciljem, da bodo naše pokojnine varne in sistem varen tudi za tiste, ki šele začenjajo z delom. Zasluga za to gre tudi po sluhu drugih dveh socialnih partnerjev in določevalcev v politiki, a brez sindikalnih pritiskov, opozoril in pogajanj ne bi šlo. Naj zato z tega mesta pozovem, da se v večjem številu aktivno vključite v sindikalna prizadevanja za boljši jutri, v združevanje za boljši danes in varen jutri. Ne, ni dovolj biti pasivno opazovalec ali kritik. Bodite skupaj z nami aktivni soustvarjalec svojega položaja. Praznik v Opatjem selu je velik poklon delu kot vrednoti in temeljni pravici, ki omogoča dostojno življenje. Ta kraj je v zgodovini prestal marsikaj. Vojno, tujčevo nogo, uničenje, selitve, s kraško temo obljubljeno vas vse do današnjega izgleda. Tako kot delavstvo je skozi zgodovino doživljalo enako. Za zaključek še drobna misel. Morda pa bi veljalo obnoviti in razviti tradicijo izdelovanja bičev v teh krajih. Zdi se, da bi z njimi lahko marsikoga ošvrknili in da bi si marsikdo morda to tudi zaslužil. Zato kličem, živel 1. in 2. maj! Hvala. Toplem mraku sobe tli žar dveh cigaret, kot dve kresnici iščeta se v mraku. Tam bil je tih in ves sveta, zdaj sen se spušča med oba, dve zvezdi skozi noč gresta nadaljno pot. V modrem steklu vaze ta med odsevi rož, dve drobni lučki sta si smet bliže. Ta noč temni za naju dva, ta čas je tih in poln sad, ogorek sije v mrak, odpiraš sanjam v modrem steklu vaze ta med odsevi rož, dve drobni lučki sta si zmeraj bliže. Ta noč temni za naju dva, ta čas je tih in poln sad, ogorek sije v mrak, odpiraš sanjam blag. Ne prižigaj luči, Najlepša hvala.
čakala bi nama. Hvala lepa. Tole, drage dame in gospodje, je bila Sara Lamprečnik. Z glasom in stasom je več kot suvereno obula čevlje, ki smo jih namenili Moniki Avsenik, a se je morala, ne boste verjeli, ravno tako kot Lidija Jerkič zaradi zdravstvenih težav opravičiti. Pošilja nam pozdrave, ki jih seveda vračamo z zahvalo, da je poskrbela za izvrstno zamenjavo. Današnji solisti so bili izbrani v duhu čezmejnega povezovanja, ki ga posebej spodbuja tudi Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica. Z nami in za nas bodo v sodelovanju z zimzelenimi melodijami mnogim prebujali spomine, drugim le pobožali srce, poleg Sare Lamprečnik solista. Zamejka Laura Budal Rebula v spremstvu beg vokalov Valentine in Janka Zoran ter tenorist David Čadež. Ves čas je z nami tudi nepogrešljiva zborovska zasedba moškega sestava Srečko Kost iz Ajdovščine z zborovodkinjo Elano Humar, ob spremljavi Goriškega pihalnega orkestra, ki je po 5 letih ponovno, enako kot takrat v družbi Sonca, uvodoma pospremil Twirling mažoretno skupino iz Nove Gorice, ki je prikorakala na prizorišče. In nekako se zdi, da nam ti fantje in dekleta, ki tako zbrano sledijo taktirki Sandija Ceja, prinašajo srečo, in razmišljamo o neki dolgoročni pogodbi o sodelovanju. En velik aplavz, ki ga že dajete glasbenikom in glasbi, ki zna in zmore danes vse izrečene besede pospremiti do srca. Izvolite, naj gre tako naprej. Kdo med nami roma sam za željami, ko zacveto po Ljubljani kostani, drevoredih stoletnih po predmestnih poteh, ta mlad fant, ki koraka pod kostani sam pred nama, to dekle, ki je sama, hitro mimo šla čez pot, moški gleda za nama, v senci starega kostanja, vsak morda včasih sanja, kar doživljava midva. Kostani so prižgali te sveče, sveče bele rdeče, za naju dva, kot za najino svadbo, za moža z belo glavo, za spomin na mladost, krivo palico starka, tiho ti pa preko praga in odpira si vrata v mlade dni in ta večer.
na spomin na mladost. Hvala. Na Primorskem piha burja, 100 na uro da je hej. Vse prepiha, vse obrne, ma to pravi kdor ne ve. Na Primorskem nej sam burja, še kaj drugega se dobi. Kar pridelajo vse roke pridnih delovnih ljudi. Vejte nam suši pršute, kame strehe nam drži, vej pa pej sem ob večerih nam pomaga, če skrbi. Nona kuha pašta šuto, nono bi pojo brode, pašta pica, ribe, šugo, na vse tu se da popet. Primorskem piha burja, 100 na uro da je kaj. Vse prepiha, vse obrne, ma to pravi kdor ne ve. Kar naj piha, ma saj dihat more vsak. Takrat dobro se zadiha, najbolj zdrav je frišen zrak. Za na konče še ne veste, caj ne piha prav vsak dan, če se burje šel poiste, pridite prej en drugi dan. Nona kuha pašta šuto, nono bi pojo brode, pašta pica, ribe, šuto, na vse tu se da popet. Prav vsak dan, če se burje še boiste, pridite prej en drugi dan. Nona kuha pašta šuto, nono vi pojo brode, pašta pica, ribe, šuto, na vse tu se da popet. La 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 la, la 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 la. Hej! Hvala, hvala. Ewig still, ey, de
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera. Ti chiedo solo ed esso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita. attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma È un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Vivo per lei dentro mio cuore. con piacere estremo Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande l'amore, produce. Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso. Io vivo per lei. vivo per lei. Sopra un palco contro un Vivo per lei al muro, limite. anche non domani. Vivo per lei a margine. Ogni giorno la conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e notte in libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per Vivo per lei la lei. musica. Io vivo Vivo per lei è unica. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Hvala lepa. Hvala. Bom stara 30 let, več nočem sama živet, a že prišel bo ta prav, mi vsak dan hodi po glav, mi mama vsak dan teži, da je malo krog se ozri, ali misli sama živet še 1000 let. Tam en zelo je bogat, da je da imel bi me rad, v službi vsak dan visi, se skozi poslom poti, če vzamem ga za moža, bom non stop sama doma, on
hodil po svet še vrsto let. Ta drugi šparat ne zna, se nič mu delat ne da, bi kar pri mamici živel, zvečer pri meni se grel, bo treba služit za dva, on pa bo ležal doma, če vzamem ga za moža, bom bankica. Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori, daj počakaj še malo. Mlada lidi si in prej, daj se spati mali grej, živeti je treba zdaj, mala lučka lahko noč, ena bolha za pomoč in uživaj življenje. Dobro jutro, dober dan, saj ljubezen pač ni plan in uživaj samski stan. Flašo spusti, jaz ali prijatelji. Še aha spijem in grem. Poslušam dan ga zatem, kako da Bog mi me da za pravega. Kam se ti tako mudi, punca voda ne gori, daj počakaj še malo. Mlada lidik si in prej, daj se spati mali grej, živeti je treba zdaj, hvala lučka lahko noč, ena bolha za pomoč in uživaj življenje. Dobro jutro, dober dan, saj ljubezen pač ni plan in uživaj samski stan. Hvala lučka lahko noč, ena bolha za pomoč in uživaj življenje. Dobro jutro, dober dan, saj ljubezen pač ni plan in uživaj samski stan.
Tam gori jih nekaj še živi, na vasi je nekaj še ljudi, ki zdravo še razmišljajo s kmečko pametjo in v srcu dobro mislijo. Rdečo rožo bom utrgal, ti na brzi jo pripel, na grdeči cvet dišeči in ti pesem bom zapel. In roženkraut in rožmarin še za spomin. In roženkraut in rožmarin še za spomin. Se pesmi še pojo, na vasi še fantje pojejo in dekletu še gredo vas pod okno pridejo s pesmijo, jo na okno svabijo. Rdečo rožo bom utrgal, ti na prsi jo pripel, na grdeči cvet dišeči in ti pesem bom zapel. Hvala lepa. Tole zadnje, spoštovane in spoštovani, je bilo povabilo Džanija Rijevta, da se mu pridružite v nadaljevanju ob 19. na plesnem večeru, ki mu bosta ritem dajala skupaj z DJ-jem Jankom. Džaniju ob 40-letnici delovanja, ki jo glasbene kariere, za res dolge, velikokrat tudi z nami tukaj v Opatjem selu, ki jo je obeležil s pravkar slišano in posebej za to priložnost napisano pesmijo Rdeča roža, v skupnem imenu še enkrat iskrene čestitke. Da smo danes ponovno izrekli delu čast in mu vsaj za trajanje prireditve dali tudi oblast, gre zahvala zvestim pokroviteljem, Komunali Nova Gorica, podjetju Apija, Marušič d.o. iz Opatjega sela, A-Media, Radio Robin in Polavi, ter 88 pokroviteljem Srečelova, ki ste jih že brali na zaslonu.
Posebna zahvala Društvu žena Miran Oreholje za dobrodošlico, predsednici krajevne skupnosti Opatje selo Jasmini Mihelj Marušič in opajski mladini, ki je poskrbela tudi za srečelov, vabljeni k nakupu srečk, glavna nagrada preko 11 kg težak pršut Trošta iz Štanjela še čaka na srečneža, ki ga bo rezal. Hkrati pa boste z nakupom srečk podprli tudi trud in prispevek naše mladine k razvoju kraja in skupnosti. Ob šankih za hrano skrbijo nogometni klub Adria in motošport klub Akt. Na stojnicah vabi vse sorte stvari za brbončice in oči. Ob 19. kot že rečeno, priložnost za ples. Skratka, naredite si lep popoldan in večer. Do konca meseca vabljeni v gostilne Bric, Makorič, Štirna in na domačijo Mirka Godniča, kjer vas čakajo 3 hodni, mesni in ribji slastni meniji, jedi iz špargljev po enotni ceni 30 €. Med 16. in 18. majem se bo na tem prizorišču odvil prvi primorski kmetijski sejem z razstavljavci najbolj prestižnih znamk proizvajalcev vozil, strojev in opreme. Skratka, velika predstava za vse, ki ste kakorkoli povezani s kmetijstvom in je ne smete zamuditi. 25. maja pa dobrodošli na tradicionalnem prazniku špargljev v Orehovljah. Da je danes teklo vse tako, kot mora, je poskrbela ekipa javnega zavoda Miren Kras, Mirjana Bužanin, Anja Sedevčič-Lasič in Blanka Jamšek, ki jim gre en velik aplavz. Z vami sem bila Arjana Durnik, živel 1. maj, vidimo se čez leto dni na istem mestu in ponovno v družbi Goriškega pihalnega orkestra, ki jamči za sonce. Da bo res tako, pa zdaj vsi skupaj in glasno Primorska himna.